Spoštovani gospod župnik Franci, dragi Boštjan, dragi ministrantje, pevci, pridelkovalci in vsi drugi bogoslužni sodelavci, spoštovani gospod Peterle, predsednik prve slovenske vlade, ki je izpeljala osamosvojitev, vsi dragi bratje in sestre. V vabilu na današnjo slovesnost v Šentjoštu ste zapisali: v spomin na žrtve vojne in revolucije vas vabimo na spominsko slovesnost z naslovom Dediči, ki bo v nedeljo 29. junija pri kapeli mučencev v Šentjoštu nad Horjulom. Iskreno se želim zahvaliti vsem, ki ste se temu vabilu odzvali in ste danes tukaj, v Šentjoštu, ki za nekatere Slovence ni le kraj, ampak je, kot je zapisal Justin Stanovnik, pojem. Pomen tega kraja najbolje ponazarja prav ta kapela mučencev, ob kateri smo se zbrali. Letos od njene postavitve mineva 30 let. Tako ste zapisali v vabilu na današnjo spominsko slovesnost in na to živo daritev Jezusa Kristusa in vseh živih Šentjoščanov za vse mrtve Šentjoščane, ki so skozi vsa ta leta postali več kot spomin. Postali so dediščina in klic, ki zveni skozi ta kraj, ki se odbija od pobočja do pobočja, ki doni od brega do brega in lega v duše in srca ljudi, da v njih postane zaveza za življenje. Čeprav je po vseh pravilih in zapisih časa ta kapela dejansko stara 30 let, mirno trdim, da je veliko, veliko starejša. Ta kapela nima 30 let. Ta kapela ima 80 let na stoletja in stoletja podlage, v katerih je rasla vera vaših prednikov in njihova ljubezen do teh bregov in do svežine gozdov. Do domačij, ki so jih z ljubeznijo in srčno krvjo in žulji na rokah postavili njihovi predniki in so jih sprejeli kot sveto dediščino, iz katere so rasli sami in njihovi otroci in otrokotroci do današnjega rodu. In temelji te kapele ne segajo samo do skale, ki jim daje trdnost in na kateri se stavbi ni treba bati ne viharja, ne povodnje, ker ima temelj na skali. Temelji te kapele se spuščajo v globino rodov, ki so po teh domačijah molili, zaupali v Boga in se mu izročali, ki so spoštovali drug drugega in skrbeli drug za drugega, tudi za ceno življenja. Vse, kar je zgrajenega na tem svetu, je začasno. Kar pa zgradimo v zaupanju v Boga, iz vere v njegovo bližino z nami, iz izkustva v njegovo skrb za nas in za naše bližnje, pa ni zapisano ne času, ne menjevano in pozabljanju, ampak živi, ker živi v Bogu. In Bog je, kot pravi sveti Janez, ljubezen. Ljubezen pa ne mine. Kajti vse mine, samo Bog ostane in Bog je ljubezen. V temeljih te kapeli je tudi 136 šentjoških fantov in mož, ki so bili krivično in zločinsko pomorjeni in večina še danes nima dostojnega groba in javnega spomina. Ob 80-letnici konca druge svetovne vojne slišimo veliko besed, ki govorijo o strahotah vojne, o njeni dediščini, ki je smrt in razdejanje. Slišimo tudi o dostojnem pokopu vseh, ki so jih v maju in juniju leta 1945 pomorili in ležijo v množičnih grobiščih vse povsod po Sloveniji. Saj skoraj ni pedi slovenske zemlje, ki ne bi bila prepojena s krvjo pomorjenih. Večkrat mi ob tem govorjenju pride na misel vprašanje, kaj pa je dostojanstven pokop, dostojen pokop.
Ali more to biti pokop iz ene prsti v drugo prst? Oprostite temu izrazu. Ali ni morda še nekaj pomembnejšega? Namreč, da moramo spomin teh ljudi očistiti javno. Da moramo odstraniti pljunek, s katerim so morilci opravičevali svoj zločin, za katerega so vedeli, da je zločin. Sicer ga ne bi skrivali za pregrade v rovih, za miniranje kraških brezen in za ukazan in zagrožen molk, v katerem so morali ječati toliko slovenske žene in družine desetletja in desetletja. Brez zavedanja zločina ne bi bilo treba ne pregrad, ne miniran in ne za ukazanega molka. In dokler ne obrišemo z obraza in spomina tega pljunka, koliko časa ne more biti dostojnega pokopa, pa če tudi bodo na njem vihrale zastave in zvenile salve. In v čem je po tem pljunku greh teh mož, ki so položeni v temelje vaše kapele mučencev? Pravzaprav dejansko samo to, da so v nekem trenutku rekli dovolj. Da so se odločili, da bodo izpolnili svojo dolžnost in svoje žene, svoje otroke in svoje domove branili pred tistimi, ki so morili in ropali. Umor je umor, pa ga lahko zaviješ v najsijajnejšo zastavo revolucije, in rop je rop, če tudi ga zakrivaš vse tako svetlo prihodnost. Spomni se duhovnika doma iz teh vaših koncev, je že v večnosti, skupaj z vašimi mučenci. Pripovedoval je spomine na tista leta, na medvojna leta v tem hribovju. Po dnevi smo prišli domov, da smo obdelali njive in travnike in vse, kar je bilo potrebno. Po noči pa smo odšli v gozd in noči prespali v jamah, ker nas je bilo strah. Doma ni bilo varno. Vaši mučenci so storili to, kar je povedal francoski filozof Fabrice Hadjadj. V eni svojih knjig se spoprime z Jezusovo besedo z govora na gori. Ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še drugo. On pravi, da dokler gre zame osebno, za mojo varnost, za moje življenje, toliko časa sem poklican, da sledim Jezusove besedi in jo živim. Ko pa gre za moje bližne, za mojo ženo, za moje otroke, pa nima več pravice, da bi se uklonil nasilnežu in da ne bi naredil tega, kar je moja dolžnost. Zavaroval svoje ljudi. In ves greh teh vaših mučencev je bil v tem, da so zavarovali svoje ljudi pred umorom in ropom. Dragi bratje in sestre, dediščina, ki se je danes spominjamo in jo poglabljamo, da bo močno zasidrana v našem življenju, je tudi spoznanje, da samo ljubezen in odpuščanje zagotavljata prihodnost. Nasilje in zločin sta zapisana propadu in koncu. Ivan Štuhec je v svoji knjigi Teološki temelji morale zapisal tudi tole. Pilat ima oblast odločati o življenju in smrti Jezusa. To stori, vendar s tem njegova oblast ni močnejša in obstojnejša, ni garant za življenje. Križani in mrtvi Kristus postane zanj in za judovske veljake nevarnejši, kakor živi. Križani Kristus povzroči tok novega življenja, ki je cerkev v vseh svojih razsežnostih. In vsaka nedolžno prelita človeška kri ima enak učinek. Zato so mrtvi nevarnejši za žive oblastnike, še posebej za tiste,
ki so pri njihovi smrti neposredno ali posredno sodelovali. Oblast, ki se ohranja s pomočjo nedolžnih žrtev, je kratkotrajna, je obsojena na konec. Pilatova sodba Jezusa na smrt je bila simbolično že obsodba rimskega imperija na smrt, kar se je zgodilo nekaj stoletij zatem. Vsaka oblast, ki se začne vzpostavljati, ohranjati in vzdrževati z nedolžnimi žrtvami, si je neizognibno zapisala datum konca in propada. Letos obhajanje spomina na vaše mučence sovpada s praznikom svetih apostolov Petra in Pavla. Ali sta bila brez napak? Nista. V evangelijih in apostolskih delih beremo o njunih človeških slabostih, pa tudi o junaških evangeljskih krepostih. In tudi njiju so odstranili, ker je bilo njuno sporočilo premočno. Cesarji in oblastniki niso prenesli, da bi zemeljski bogovi, za kar so se imeli, postali zgolj ljudje in bi kot boga častili samo še stvarnika in odrešenika. Zato so jo preganjali, metali v ječe in nazadnje umorili. Kaj pa je delala cerkev v tem času? Cerkev je zanjo trajno molila k Bogu. Prepričan sem, da so naši mučenci zadnjo pot prehodili in pretrpeli v molitvi, v vztrajni molitvi k Bogu. In to mora biti tudi naša dediščina. Čeprav nas morda kdaj prevzame jeza zaradi vsega hudega, kar se je zgrnilo čez naše prednike, je prav, da izgleda cerkve v vseh časih in izgleda vaših mučencev, tudi mi vztrajno molimo. Molitev namreč doseže dvoje. V molitvi spomin ostaja živ, obenem pa je vedno bolj odrešen. Molitev nas vodi v odpuščanje in nas varuje pred pozabljanjem. Odpuščanje ne izbriša zločina, ki je bil odpuščen. Še vedno ostane zločin in dejanje je enako nesprejemljivo. Tisti pa, ki so se oblekli v odpuščanje, stopijo na pot osvoboditve. Odpuščanje ni odpoved, še manj zatajitev resnice. Resnica je resnica in po Jezusove besedi nas bo resnica osvobodila. Samo ona. Resnica, odpuščanje in svoboda so pot v prihodnost. Naj nas sveto leto, v katerem se učimo biti romarji upanja, tudi po današnji slovesnosti okrepi v spoznanju, da je pravica močnejša od krivice, da je resnica močnejša od laži, da je življenje močnejše od smrti, da je ljubezen večja od zločina in da je Bog večji od pekla in vseh njegovih del. Naj tudi nas nagovori Jezusovo povabilo Petru, hodi za menoj. Pojdimo za njim in prišli bomo v nebesa. Amen. Izpovejmo vero. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rajen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega Krista z očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se odresil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Je tudi za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob založen. In je dan od mrtvih vstal
po pričevanju pisma in je šel v nebesa. In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prorokih, eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, izgnano en krst v odpuščanje grehov in razstajenje in življenja v veku. Amen. Bratje in sestre, na praznik apostolov Petra in Pavla prosimo Boga, da nas utrdi v veri in ljubezni do cerkve. Blagoslavljaj svetega očeta in ga podpiraj pri njegovem služenju v cerkvi in svetu. Navdihuj voditelje narodov, da bodo posnemali vdanost in ljubezen svetih apostolov. Podari novomašnikom svetega duha in jim pomagaj ustrajati v zvesti hoji za teboj. Opogumuj preganjane kristjane, da bodo s svojim zgledom cerkvi v blagoslov. Sprejmi v svoje kraljestvo pokojne duhovnike, ki so z ljubeznijo pričevali zate. Gospod Bog, naj da priplošno apostolov Petra in Pavla, cerkev raste v zvesti hoji za Kristusom. Ostani z nami in nas usliši, to te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.